Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes gremo na pogorišče nekoč velikega, slavnega in prestižnega salona avtomobilov v Ženevi. No, naj spomnimo, naša hiša je bila na ženevskem avtomobilskem salonu takrat, ko so ti časi veljali za zlate čase avtomobilskih salonov. Tam se je nakopičilo kar nekaj svetovnih avtomobilskih premier. Gnetlo se je veliko znanih ljudi iz sveta politike, športa in zabave. In na posnetku, ki ga lahko gledate iz prejšnjega tisočletja, milo rečeno, lahko opazite tudi nekoga, ki ga morda prepoznate. Če vas novi 6-valjni bokser, postavljen v Porsche 911, nikakor ne gane, potem je tu še zadnje upanje za vas. Ferrari 550 Maranello. Če vas stare bo ogrel, potem vam ni več pomoči. In lahko rečem, Andrej, da si kot vino. Čas zelo dobro vpliva nate. Prijazen David, prodajalec. Sicer pa, to je zgodovina. Letos so se ženevskega salona odrekli tudi nemški velikani. Na koncu pa tudi kitajski proizvajalci. Predvsem tisti, ki smo jih tukaj pričakovali, saj vemo, da bodo v nekaj prihodnjih letih naskočili evropski avtomobilski trg. No, še nekoga ni bilo tam in to je Andrej. Ampak je danes tukaj z vami, je pa, za razliko od nemških in ostalih avtomobilskih proizvajalcev, ki so se odločili, da jih v Ženevi ne bo, to priložnost izkoristil Renault in svetlo luč usmeril nase. Mi pa bomo danes mimogrede v oddaji obiskali tudi tovarno v Revozu. No, še prej pa v Ženevo. Dobrodošli na avtomobilskem salonu v Ženevi letnika 2024. Renault je tukaj edina od te velikih avtomobilskih družb, ki tukaj v Ženevi razstavlja. In tukaj imamo seveda zelo veliko priložnosti, da se pogovorimo z njihovimi inženirji in pa z vsemi menedžerji, tako da predlagam, da se lotimo in povemo, kaj smo se od njih tukaj naučili. Glede na to, da je petka najprej dizajnerska, je prav, da naše klepetanje začnemo pri prvem človeku dizajna. In če bi ocenili, da je petka zgolj vintage, potem bi našemu sogovorniku naredili krivico. Kajti 50 let stari detajli so namreč zgolj iztočnica za moderne ideje. There was a cooling grill on the bonnet of the car, for instance. We said, okay, we don't actually need a cooling anymore, so let's make it the charging display for the car. So of course I would have this information on my phone, but the fact that the car will express itself on its own about its charging status is a very delightful little detail to have on a car. It makes it alive, it makes it cool, you know, it makes it connect to you even emotionally. The front lights, for instance, there was an amazing marketing stunt in Paris where they gathered Renault 5s in the street and they painted cartoon eyes on the front lights, actually, and it was amazing in the 70s to do communication like this. So that's what we did here. We have those sparkly eyes with this little reflection in the eye to give it a lot of life. It's very high-tech, but it's also very lively in a way. And all is completed with those day-running lights down there. Again, very graphical, like a target, you know, it's like looking precisely at the road. No, petka bo imela v Renaultovi modelski paleti posebno mesto, vsaj kar se tiče oblike. We have no intention to spread this kind of design language to the rest of the range. It's like we have what we call legendary icons. So we have this new R5, for example, and everything else is what we could call future icons. Tako bosta med oživljenimi ikonami tudi Twingo, do njega še pridemo, in pa seveda nova Caterca. Pri bodočih ikonah pa gospod, ki je prej oblikoval Peugeote, napoveduje korenitejše spremembe. I think we live in a world today where the change needs to happen fast. You can't stick to the same design DNA for too long. You can't even stick to it for one full generation. It has to evolve quickly, actually. The world is too fast not to evolve. So if you look at, for example, Scenic, Clio facelift, Rafale, maybe one or two other surprises before the end of the year, then the generation after will switch to a strong evolution of the design DNA. I can't tell which exactly at the moment, but yeah, there will be surprises. In hej, Renault je dobil ime Avatar, zasnoval pa ga je Appleov človek, točno tisti, ki nam je pred leti dal asistentko Siri.
Izvedel sem tudi, da je že dobra četrtina petke narejena iz recikliranih materialov, ampak v tem deležu še ni recikliranih baterij. Recikliranje baterij je seveda tisto, kar bo poganjalo avtomobilsko industrijo v prihodnosti, ampak že tudi danes Renault služi s starimi baterijami. The car will get, after 3 years, 60% of its value. But the battery, after 3 years, is maybe at 95% or 96% of its capability. So in fact, the battery retains the value much, much better than the car itself. No, petka je zelo, rečemo temu, zabavna v kabini. Tisto, kar pa je zelo zabavno, pa so recimo takšni dodatki, kot je na primer držalo za francosko bageto. Pa tudi recimo tale škatlica in pa takšni manjši materiali so narejeni iz 3D printane plastike. Med drugim lahko si naprintamo tudi unikatno šminko tukaj za prestavno oročko. Ampak vse te zabavne 3D printane dodatke za naš Renault pa so si pravzaprav izmislili pri Daci. We're having 8 factory-based accessories that you can put in the car, and the idea potentially is to make it open, so you get open sourcing potentially, you can get 3D printing. It's interesting, you're looking for the creativity from the others. Seveda sta glavni Daciini modelski novosti novi Duster, o njem bomo že kmalu temeljito poročali, pa tudi prenovljeni Spring. In kot kaže, so se pri Dacii zavedeli, da je bil prvi Spring bistveno premalo avto za evropske ceste. In moj prvi vtis je, da so zdaj popravili napake. Ampak zdaj pa k obljubljenemu Twingu. Na pogled bo tak kot tisti prvi, to originalni Twingo, ampak glavno vprašanje je, ali ga bodo izdelovali v revozu. The new Twingo we announced a few months ago, that was back in November, that there will be a new Twingo, that the car will come within the next 2 to 3 years, and that the entry price would be below 20,000 euros. For the moment, this is all what we can say, and I'm not going to tell you anything else. And you can try by any means I want. Torej, držimo pesti. Mi pa smo vas, dragi gledalci, gledalke, bralci in bralke avtomobilnosti povabili, da stopite v jedro proizvodnje, kjer 4.0, kjer sodelujejo človek, robot in umetna inteligenca. Avtomobilska tovarna Revoz ima zasluge, da številni avtomobili, ki jih danes srečujemo na cestah, nosijo oznako Made in Slovenija oziroma Made in Novo mesto in so na ta način tudi nekakšni ambasadori naše države in našega gospodarstva. No, ampak tokrat bomo preverili, kaj v resnici stoji za to slovensko oznako. Vstopite torej z nami v tovarno Revoz, v prijetni družbi naših gledalcev. Prva stvar, ki mi je pašila, je bila pa ta, da sem bila v tej tovarni pred 20 leti in mi je bilo zanimivo videti zdaj proizvodnjo po 20 letih, koliko je to napredovalo dejansko res. Tako da napredek je očiten, ne? To je za vse robotiziran, včasih je bilo tukaj mnogo več ljudi. Mislim, jaz sem prvič bil v taki tovarni in to je enkratno. Revoz se lahko v resnici pohvali z eno najsodobnejših proizvodnih linij v avtomobilski industriji. V Novem mestu svojo tehnologijo namreč konstantno nadgrajujejo. Nahajamo se v departmaju montaže, bolj natančno v obratu opreme karoserije, kjer zaposleni vgrajujejo različne sestavne dele v vozilo. Na liniji lahko vidimo vse 3 modele, ki jih danes proizvajamo, in sicer električni Twingo, Twingo s termičnim motorjem in pa seveda tudi Clio, prav tako s termičnim motorjem. In tu že pridemo do prve fascinantne zadeve, ki so jo pravzaprav v en glas izpostavili naši udeleženci. Jaz sem mislil, da se pač dela linija Cliotov, pa poj zamenjamo, pa gremo na linijo Twingotov. Dva praktično nista enaka, ki se proizvajata, ali je to električen Twingo, ali je navaden Twingo, ali Clio, karkoli že, ne.
To mi je bilo izredno zanimivo. No. Prej sem si predstavljal, da je tukaj pač več linij ali pa se je časovno razporejenih ali kakorkoli. Ne. Že to mi je bilo zanimivo, da se barve med sabo ne pomešajo, če bi bil isti avto, ki da so pa še modeli različni. Ne. In to zahteva ogromno neke priprave, ker ne sme iti nič narobe. Robot lahko izdela najprej ene vrste avtomobila, nato pa takoj v naslednjem koraku pa ima prilagojen za naslednji avto. Vse je že računalniško prilagojeno, vozički ti pripeljejo ustrezne zadeve in tako naprej. Tudi pestro za pogled, tudi različne barvenice, tudi za okus početi med drugim. Ne. In ko ti nekdo reče tamle v karoserijnici, naprimer, da se že takrat ve, čigav avto bo, za katerega kupca in da seveda na tako količino proizvodnje to mora tudi štimati. Mislim, da v osnovi vedno se zujejo podatki. In ti podatki nam pravijo, da je čas na proizvodnem traku izjemno dragocen. V Revozu ga namreč ne merijo v izgubljenih minutah, pač pa v izgubljenih avtomobilih. Sezuje kapaciteta, bodimo odkriti. 1,3 minute za en avto, se pa, ko začneš računati, pa vidiš, kako zadeve bruhajo ven, pa glede na to, da je 1600 ljudi v proizvodni, pa še vendar, pa vendar, v enem delu, v enih njihovih departmajih po 650 robotov, more neki ta zadeva tudi ven vršne. O natančnosti in konsistentnosti pa seveda veliko vedo povedati tudi avtomobilski dirkači. In tako nas nikakor ne čudi, da je tak detajl opazil prav mladi slovenski reli šampion. Pač za en sam las lahko povzroči neko nepravilnost ali pa napako na materialu, ker je treba pa tudi odpraviti. Pač sama taka majhna napaka, da lahko povzroči tak večji problem. Če pride med prešo pa med to pločevino en sam las, da lahko povzroči že vidne poškodbe oziroma vidne napake pri končnem produktu. In te preše oziroma stiskalnice so, kot nekakšni ogromni mamuti, ki segajo do stropa tovarne, zagotovo ena najbolj fascinantnih točk proizvodnega procesa. Stiskalnice poznam že od študenta naprej, ampak ne 1100, ne? Se je razumljivo, da mora tukaj moči biti za take artikle velike. Ko vidiš stiskalnico, te sezuješ zaradi tega, ker je stiskalnica do stropa. 300 do 2000 ton pritiska, naprimer. Niso mehne stvari, pa vendarle izredno prilagodljive. Menjava orodja poteka za drug model, poteka 3 minute. Od surove moči stiskalnic pa do dela proizvodnje, ki je v zadnjem obdobju postal najbolj visokotehnološki. Spoznajte srce proizvodnje 4.0. To, kar boste obiskali v naslednjih trenutkih, je naš oddelek za sestavo karoserije. To je, bi rekel, najbolj robotiziran del Revoza. Nekje 97% vseh del za dodano vrednostjo se tukaj izvaja že ali na robotski ali pa avtomatiziran način. In to je tudi tisti del, ki je najbolj napredoval v smislu prehoda k industriji 4.0, se pravi industriji, kjer je človek samo še nadzornik in pa kjer uporabljamo velik zajem podatkov za obvladovanje procesa. Za nameček v Revozu načrtujejo tudi postavitev nove, velike sončne elektrarne. A še preden se to zgodi, se od načrtov in prihodnosti še enkrat preselimo k zgodovini in slovenskemu Clio. Prvi Clio smo izdelali v Revozu pred 31 leti. In sicer smo leta 1993 uspešno zagnali proizvodnjo Clio prve generacije. In od takrat pa do danes smo izdelali že več kot 2 milijona Clio, kar predstavlja skoraj polovico vseh proizvedenih vozil v zgodovini tovarne. No, in kako nam lahko v Revozu garantirajo, da bo ta slovenski Clio z nazivom I Feel Slovenija resnično nastal na njihovem in ne turškem proizvodnem traku? Logistični stroški so v zadnjih 4 letih od covida dalje so se potrojili krat 4 ali krat 5 v nekaterih primerih, tako da... Se pravi, da absolutno ni variante, da Clio I Feel Slovenija ni made in Slovenija? Absolutno ni možno. I Feel Slovenija je made in Slovenija, je narejen tukaj. Pozdravljeni v novem, tokrat prvem avtomobilnostnem kvizu.
In tokratnje prvo vprašanje. Jeep je znan po marsičem, predvsem po svoji vzdržljivosti in zmožnosti premagovanja ovir. Zelo prepoznan pa je tudi po svojem grilu, sprednji maski. In naše prvo vprašanje v kvizu je, kdo je avtor tega dizajnerskega koncepta? Sodelujete tako, da kliknete na QR kodo na zaslonu ali nas obiščete na rtvslo.si poševnica avtomobilnost. Čakamo vaše odgovore. Ker smo danes šele zastavili prvo vprašanje, bo na tem mestu, kjer bo ponavadi potem sledil odgovor vprašanja iz pretekle oddaje, ena zanimivost. Ker smo v mesecu marcu in smo že praznovali dan žena, materinski dan pa šele prihaja, ena zanimivost z tega področja. Znano je, da je prvi avto pri nemškem cesarskem patentnem uradu januarja 1886 registriral Karl Benz. Kar pa marsikdo ne ve, je to, da je prvo avtomobilsko mobilnost, v bistvu potovanje z avtom, naredila ženska, ki je s tem dala tej veliki inovaciji ključen pospešek. Berta Benz, soproga inovatorja Karla, je svojemu možu rekla, da gre z vlakom k materi, v resnici pa je iz delavnice zapeljala trikolesni, k nam posadila sinova Richarda in Eugena, stara 13 in 15, ter odrinila iz Mannheima do 106 km oddaljenega Pforzheima. No, o tem, kako je ta pot potekala in kako smo mi prevozili to pot, pa lahko več izveste na rtvslo.si poševnica avtomobilnost in seveda ne pozabite glasovati na vprašanje iz tega tedna. Volvo EX30. In ja, sej, mogoče je res videti kot pravi tipični Volvo, ampak ne. To je povsem nova zgodba. In to je seveda Volvo za vse tiste, ki Volva še ne poznajo oziroma tudi na nek način negirajo vse tisto, kar danes poznamo v današnjih avtomobilih. Namreč, kot dostikrat rečemo, ta avtomobil je računalnik na 4 kolesih. Seveda, zdaj vemo, kam ta avto paše. To je Volvo za Tesla generacijo. Če imamo računalnik na kolesih, to seveda pomeni, da moramo imeti takšno kartico namesto klasičnega ključa, pa seveda tudi to, da pred voznikom tukaj zadaj nimamo tistega klasičnega zaslona z merilniki. Se pravi, hitrosti, avtomobilske funkcije, klima, glasba, navigacija, vse je skrito tukaj. Preko tega zaslona celo nastavljamo vzvratna ogledala in pa odpiramo ta predal za rokavice. Just as we, for a long time, have been obsessed by safety, so every small detail in the car is obsessed with small safety solutions, we have gotten our company into a sustainability and cost-focused mindset. That means if you look at the interior, you see a lot of smart solutions. One thing, as an example, you have a sound bar, one loudspeaker, rather than 5 or 6 different ones. That is lower complexity, lower cost, but also a better consumer experience and a lower CO2 footprint. So sometimes focus makes you innovate and makes you more creative. Poglejmo pa zdaj, kako je videti tisti najtežji kos avtomobila. Tukaj imamo lahko litij železo fosfatne baterije ali pa klasične nikel mangan kobaltove baterije. Litij železo fosfatne baterije so cenejše, so okolju bolj prijazne, zato ker ne zahtevajo tistih redkih kovin. So tudi bolj prijazne za uporabo, ker jih lahko popolnoma izpraznimo in pa tudi popolnoma do 100% napolnimo brez, da bi kakorkoli jih na dolgi rok poškodovali. Ampak manj zmogljive so, pa tudi zavzamejo več prostora. V ta isti prostor namreč lahko vgradimo tudi skoraj 500 km dosega, seveda s to klasično današnjo baterijo in s tem dobimo tudi boljše zmogljivosti in pa hitrejše polnjenje. Ne glede na vrsto gradnikov baterij pa Volvo zagotavlja, da boste dobili avtomobil, ki bo tudi Afriki prinašal zgolj dobro voljo. For materials that come from how should I put it, more socially challenging environments, if we talk about some of the lithium and some of those materials, then we really want to make sure we know
the source of those materials so that they have been handled in a socially responsible way. Od rudnikov naprej Volvo svoje kupljene surovine spremlja prek blockchain tehnologij. Seveda tudi zato, ker ima s temi nakopljenimi materiali velike načrte. Namreč želi jih imeti v svoji posesti tudi takrat, ko EX30 že dolgo ne bo več vozil po cestah. To get into the climate neutral position in 2040 without having a much smarter recyclability approach will never happen. Production is important. Yes, in the manufacturing plants you want to have climate neutral electricity, which we have in all of our plants, but it's really the material that counts. So what material do you bring into the batteries, what material used, how much recyclability do you have in the material? That's the key point. And traditionally the automotive industry has not been very good at engineering the car so that can be reused, because the reused value of the material is actually very high. But if you bond together different materials so they are hard to separate, then you cannot really reuse them, at least not at a high value. Novi Volvo je torej že zasnovan s ciljem, da bo sestavne dele enostavno ponovno uporabiti v bistveno večji meri kot doslej. Ampak a to pomeni, da bo rudarjenje v prihodnosti nepotrebno, ker že danes kopljemo rudo tudi za avtomobile, ki jih bomo vozili čez 50 let? Fundamentally, philosophically, yes. So we think, and that's something I'm driving very hard with in the engineering community, that we need to think about, the car as something that lasts forever and the recyclability of the material forever. And that total cost of ownership, not meaning how much does it cost me to have this car this year, but cradle to grave total cost of ownership, including recyclability. That's the mindset. This is a big topic for the whole automotive industry. Exactly the approach that will be used when this car is scrapped, which is hopefully 15 years from now. Whether that's going to be that you kind of physically take it down to black mass and separate it, or is just some other method, that's something that there's a lot of research and development, and I'm pretty sure the methods that will be available 15 years from now are much better than today. But there's something you really need to think through so you don't do stupid things as you design things. V teh besedah se seveda čuti, da je v tem pogledu avtomobilska industrija še zelo na začetku. Ampak EX30 to usmeritev že danes pretvarja v korist za kupca. Pravi je namreč, da je to dostopen Volvo, ne samo zaradi nizke cene ob nakupu, ampak še bolj zato, ker naj bi bistveno bolje ohranjal svojo vrednost. Opel je po nekaj ne prav posrečenih poskusih zdaj zopet zadev najbolj prav dizajnerski živec. No, in tega se zavedajo tudi njihovi oblikovalci reklam in sloganov, ki so tokratno kampanjo začeli nekako takole. Ste se zaljubili na prvi pogled? Yes, of course. Tako pravi slogan. Je pa Corsa dobila samozavesten in suveren prednji del, ki se imenuje Opel Vizor, po slovensko vizir. Za tehnološko samozavest nove Corse pa poskrbi široka paleta motorjev, od električnih do sodobnih bencinskih in hibridnega z 48-voltno tehnologijo. In tako je paket spet takšen, kot si ga Opelovi kupci in vozniki želijo. In to nas je gnalo, da smo v naslednjem prispevku iskali povezanost DNK-ja, tako med Corso, Astro in pri nas legendarnim Kadetom, in to z iskrivim sogovornikom. Nova Opel Astra je dobila še svojo drugo polovico, morda celo boljšo polovico. To je namreč njena druga karoserijska različica, Opel Astra Sportstourer oziroma karavanska Astra. Predlagam, da preverimo, kaj prinaša, obenem pa tudi, kako ta avtomobil v tej zadnji Opelovi eri sledi svojemu poslanstvu. Skoraj bi lahko dejal, da je Opel Astra in Astra je Opel. In v karavanski različici to velja mogoče še malo bolj. No, to pa je zelo močna trditev. Sploh danes, ko vemo, da so na trgu pravzaprav primat prevzeli razni SUV-ji oziroma križanci. Ampak k tej trditvi se vrnemo ponovno v nadaljevanju naše tokratne zgodbe. Astra v sebi združuje vse, kar Opel
je bil in kar danes želi biti. Nemški izraz menšlich je tisti, ki ga velikokrat povezujemo z blagovno znamko Opel. Menšlich oziroma človeški, ljudski, torej za ljudi, pa je bil tudi neposredni predhodnik Astre. Takrat se je Opelov avtomobil tega razreda še imenoval Kadett. In ker letos ravno mineva točno pol stoletja od njegove uradne predstavitve, je najbolj primerno, da se v iskanju naših vzporednic in primerjav morda tokrat opremo na zelo priljubljenega in ljudskega Kadetta C. Kadett fahren, ohne Kompromisse, denn jetzt gibt es für jeden einen Kadett. Das Coupé, den Caravan, die Limousine und neu den Kadett City. Opel Kadett, für jeden das richtige Auto. Že ta, tretja generacija povojnega Kadeta je bila torej na voljo v številnih karoserijskih izvedbah, kot limuzina, kupé ali karavan, pa še v nekaterih drugih. Ta avtomobil je bil priljubljen zaradi prepričljivih voznih lastnosti, pa tudi kakovostne izdelave, poceni vzdrževanja in svoje praktičnosti. Pa si en čudovit primerek oglejmo od blizu. Ta avto je Kadett, model C, ki se je proizvajal od leta 1973 do 1979. Je v originalnem stanju, ima 41.000 kilometrov, od barve do oblazinjenja in vse je še v originalnem stanju. Ima motor 1200 S, čisto osnovni model. Ena posebnost pa je pri tem avtu, da ima avtomatski menjalnik, ki za tisto obdobje je bil nekaj popolnoma novega. Kaj je Kadett pomenil v tistih časih? Kadett takrat je bil že en bi rekel, višji razred za takrat. V glavnem takrat so bili fičkoti. Prvi lastnik je ta avto naročil. Po naročilu je bil invalid, zato je tudi naročil avtomatski menjalnik. In avto je vozil ob nedeljah, so rekli takrat, da ta avto ni videl dežja. Zato je tudi tako ohranjen, ker drugače ne bi, sigurno bi bil kaj rjav pa kaj. Ampak načeloma v Nemčiji je pa bil zelo ljudski. Tam je bil pa eden od cenejših avtomobilov, sigurno v Nemčiji. Je bil pa ta prav verjetno narejen za jugoslovansko trg, ker je oskubljen čist vsega. Takrat je uvoznik bila Avtotehna. In to si moral dosti naprej naročiti, vplačati. Kaj dosti ni bilo za zbirati barve, pa to, kar si dobil, pa si bil vesel, da si dobil. In če si imel srečo, si dobil kakšno zanimivo barvo, če ne si dobil pa kakšno drugo. V Sloveniji je bilo leta 2023 prodanih 49.000 novih avtomobilov. Večina je bilo mestnih terencev in križancev, vsak 10. je bil električen, vsak 6. pa je imel hibridno tehnologijo. Avtomobilski trg se je v lanskem letu normaliziral. Vrnili so se popusti, nekoliko nižje cene avtomobilov, na prodajo je sicer vplivala visoka inflacija, ampak ni težko napovedati, da bo v letošnjem letu prodaja novih avtomobilov rahlo boljša kot lansko leto, kar pomeni, da bomo Slovenci v letošnjem letu pokupili nekaj več kot 50.000 novih avtomobilov. Še en razlog več, da spremljate oddajo Avtomobilnost. Ne pozabite tudi na naše letne aktivacije, kjer vas povabimo k testiranju novih modelov in pa seveda nikakor ne pozabite odgovoriti na tokratni kviz, ki ga najdete na zavihku Avtomobilnost na rtvslo.si ali na QR kodi, če malo greste nazaj v oddaji. Srečno! Srečno!